Danes je en tak poseben dan, pa v bistvu čisto vseeno, kajti vsak dan je poseben dan za mojstrstvo nas samih. A ste kdaj pomislili, da želje v bistvu so sporočila vaše duše? A ste kdaj pomislili na to, da tiste želje, s katerimi se vaša okolica morda ne strinja in jih ne podpira, so pravzaprav želje vašega mojstrstva? Ne? Dajmo razmišljati malo drugače. Pejte si po papir, pejte si po svinčnik, ustavite video ali pa ga potem še enkrat začnite. V glavnem pejte si iskati nekaj zapisati, ker bomo pisali. Jaz upam, da ste ustavili, zato vas ne bom čakala. Želje. Naše želje, tiste, ki so nenavadne, tiste, ki mogoče presegajo prostor, čas, našo domišljijo, so mogoče naravnost filmske, so običajno želje, ki nas peljejo v smeri našega poslanstva, našega mojstrstva. In kdo drugi, dragi moji, kot vi sami, pa je mojster vas. Jaz ne moram biti vi ne morate biti jaz, moj sosed ne more biti jaz in obratno. To ne pomeni, da je kdo boljši, kdo slabši, različni smo si in vsak izmed nas ima svoj namen na tem svetu. Torej, napišite si 10 želja takih, za katere mislite, da bi vaša mama se prijela za glavo, za katere mislite, da bi vaš partner ali partnerka rekla, o moj bog, za katere mogoče mislite, da bi se tudi vaši sosedje prijeli za glavo. V glavnem, 10 želja, ki niso vsakdanje, 10 želja, na katere ste mogoče že pozabili, 10 želja iz otroštva, se pravi 10 želja, ki naj bodo skupaj vsega tega. Ustavite video, vzemite si čas zase, napišite teh 10 želja, potem bomo šli pa naprej. Recimo, da ste zdaj vse napisali, malo sem počakala. Če zdaj pogledamo te želje, dajte mi povedati, kaj vas osrečuje v življenju. Ali ste v tem trenutku srečni? Kaj je tisto, kar menite, da bi vas osrečilo? Kajti, kar se mnogokrat zgodi, je to, da si nečesa želimo, to dobimo in potem ugotovimo, da to ni to. S tem ni nič narobe. To ne pomeni, da ste se vi zmotili. To pomeni, da mogoče ste nekaj prerasli, mogoče pomeni, da ta zadeva ni tako zelo bleščeča, kot se zdi. Tukaj pa bi opozorila na eno stvar. Ko govorimo o željah, ko govorim zdajle jaz o željah, govorim o željah, ki so vezane na vas, se pravi ne na drugo osebo. Torej, če ste recimo zaljubljeni v Tom Cruisa, v Madono, v Lady Gaga, to ne pomeni, da bi se vam ta želja mogla uresničiti, ok? Kajti tudi druga oseba ima svobodno voljo. Ko pa govorimo o tem, da bi nekaj dosegli, da bi se nečesa naučili, da bi šli nekam na potovanje, da bi nekaj znali, da bi nekaj imeli, tukaj pa ni meja. Praktično jih res ni. Tako da tukaj bom jaz vam dala en izziv zdajle. Kaj je tisto, kar vi menite, da je nemogoče in za vas nedosegljivo? Definirajte mi vsaj 3-4 želje, cilje, za katere vi menite, da to pa vi res ne znate, ne zmorete, je nemogoče. Dajte mi jih napisati. Ustavite video, pa jih dajte napisati. Ok, recimo, da ste napisali. Zdaj me pa prepričajte, zakaj je to nemogoče. Velikokrat si želimo recimo priti v stik z nekom, ali pa si želimo nečesa naučiti. Če ta oseba ni mrtva, potem seveda lahko pridete v stik s to osebo. Mogoče malo težji, sploh če govorimo za Madono, ampak ni pa nemogoče. Velikokrat smo mi tisti, ki menimo, da je nekaj nemogoče in zato sebe blokiramo. Če bi vi vedeli, kaj vse v življenju se je meni zgodilo takega, kar sem jaz kot otrok verjela, da je nemogoče. Kot majhna deklica sem poslušala en CD južnoameriških indijancev, ki je bil meni tako top. Reči se jim Čarihajak. Leta 2012 sem jih spoznala, leta 2013 sem se preselila nad tisto trgovino, za katero sem mislila, da je v življenju ne bom videla. Pa sem potem tam 3 leta živela. Če bi mi to nekdo rekel, ko sem bila stara 13-14, ko sem ta CD kupila in se mi je to zdelo tako nedosegljiv, seveda bi si mislila, da je nor. In takih zgodb je ogromno v življenju in takih zgodb je lahko ogromno tudi v vašem življenju, dokler si ne govorite, da je to nemogoče. Tako da dajmo pogledati, kako lahko vse te želje, vse to, kar ste si zamislili ali pa si boste mogoče jutri spomnili, da je nemogoče, preobraziti v malo bolj smiselno trditev. Mogoče je res, da nemogoče zdajle. Mogoče je nemogoče v tem trenutku, mogoče je nemogoče v teh okoliščinah. Ni pa nemogoče v celotnem spektru vesolja, v vsem tem, kar je možno. Kaj, če bi mi zdaj rekli, da v tem trenutku je težko dosegljivo, težje možno, zdaj?
In na to naslednji korak je, vse te želje, ki ste jih napisali, da so nemogoče, nedosegljive, dajte še enkrat pogledati in si zraven dopišite nedosegljive zdaj. Nemogoče zdaj. In potem dopišite zraven dosegljive v prihodnosti, možno v prihodnosti. In si zraven napišite, kaj vam bo to prineslo. Če vam bo to prineslo srečo, če vam bo to prineslo neko notranjo izpolnjenost, boste tudi vi v to vložili popolnoma drugačno energijo, kot bi vložili v to nekaj zelo, bom rekla, plitkega, površinskega. In to me pripelje do naslednjega vprašanja, če zdaj pogledamo v njih prvih 10 želj. Ali bi rekli, da ste pokrili vsa področja življenja? Bi obkljukali odnose, ljubezen, romantiko, zdravje? Bi obkljukali duhovno rast, osebnostno rast, čustveno zrelost? Bi obkljukali obilje svojega prostega časa zase, počitnic, razvedrila, športa? Bi obkljukali denar, obilje? A imate mogoče slabe občutke, če si želite denar? A je to slabo? Imate slabe občutke, če si želite ljubezen? Menite, da si ne zaslužite, da niste dovolj dobri? Vse to so podzavestni odnosi, vzorci, ki delujejo nad nas, ki se potem v odnosih kažejo. Seveda imamo veliko različnih orodij, s katerimi si lahko pomagamo. Afirmacije so eno izmed njih, recimo, marsikaj lahko pomaga. Predvsem pa se dajte vi sebe spoznati, kaj vas osrečuje. In jaz imam na svojih delavnicah zelo rada naslednjo vajo. Recimo, da sem jaz Marsovec. Ok, nisem v zelenem, pardon. Recimo, da sem jaz ravno kar padla dol iz nekega planeta zlate barve. Pojma nimam, kaj je to Zemlja. Sanjam se, vem, zakaj se tukaj gre. Čudna bitja okrog mene hodijo. V parih so neka mehna bitja, tukaj tudi zraven hodijo z njimi, pa jokajo. To so baje otroci, pa se smijo, pa se igrajo. Če bi jaz zdaj padla dol z nekega popolnoma nepoznanega planeta, kako bi vi meni razložili in opisali, kdo ste vi? Kakšna je vaša vloga na tem planetu? Kakšno je vaše poslanstvo? In kaj vaše želje vam prinašajo? Kaj vas osrečuje? Ker če mi boste meni, ko sem včeraj padla z čudnega planeta dol, rekli, da vas ljubezen osrečuje, veste, to tam pri nas na zlatem planetu nimamo. Mi boste mogli povedati, kaj je to ljubezen, pa kaj je to sreča v ljubezni, pa kaj je to zdravje, pa kaj je to denar, pa zakaj denar rabimo, pa kaj je to avto, pa kaj je to ura. Naše definicije so tiste, ki so najbolj pomembne. Se pravi, ne moja, ne od soseda, ne od vaših staršev, ne od družbe, ne od nikogar drugega, kot od vas samih. In to je nekaj, kar bi vam želela danes tukaj pustiti. Definirajte sebe in svojo srečo, kaj vas osrečuje in kje so vaše meje. Na moji spletni strani je tudi brezplačen delovni zvezek, ki se mu reče Drzni si. Pustila bom zraven tudi link, kje ga najdete. Dajte si ga zdownloadati, vzemite si koli, izpolnite ga. Mogoče danes, mogoče še enkrat čez pol leta, primerjajte odgovore, predvsem pa izpolnite si vsaj eno. Pa tudi, če je zelo majhna in nepomembna željo, še danes. Rada vas imam. Zaslužite si biti srečni, zato pejte po to srečo še danes.